Poletje je obdobje, ko veliko časa preživimo na prostem v naravi. To ima seveda veliko prednosti za naše zdravje, a prinaša tudi določena tveganja. In o tem, kakšna tveganja lahko okolje poleti prenese za naše zdravje in kaj lahko sami naredimo, da zavarujemo svoje zdravje, bova danes govorili z doktorico Bonijo Miljevac iz Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, poleti se pogosteje zgodi, da so presežene vrednosti ozona v zraku. Zakaj je ta ozon tako nevaren za zdravje, predvsem pa za koga in kako naj v takem primeru, ko so presežene vrednosti, ukrepamo? Ja, res je. V poletnem času je velika možnost, da koncentracije ozona naraščajo prekomerno. Namreč bojimo se tako imenovanega troposferskega ozona, ki nastaja v plasteh ozračja, ki se nahajajo nekaj kilometrov nad površino Zemlje. Nastane iz predhodnikov, dušikovih oksidov in lahkohlapnih ogljikovih vodikov pod vplivom visoke temperature in intenzivnega sončnega obsevanja. Tako da je poletni čas tisti, ko ga pričakujemo več. Zdaj, ozon je precej reaktiven plin in v naše telo prihaja predvsem preko dihal, ki so mu tudi najbolj izpostavljena. Tako da prihaja do določenih vnetnih reakcij, ki lahko naša dihala poškodujejo, vendar se pa te vplivi lahko kažejo tudi na drugih sistemih, kot so srčno-žilni sistem. In temu so pravzaprav najbolj izpostavljeni tisti, ki so tudi najbolj občutljivi. Govorimo torej o otrocih, o starejših, lahko tudi o ljudeh, ki so temu poklicno izpostavljeni in ki se mu, bi rekla, težko izognejo. Kaj lahko naredimo? Predvsem lahko se poskušamo izogniti izpostavljenosti prekomernim koncentracijam, kar pomeni, da se v obdobju, ko so te koncentracije najvišje, in to je nekje med 1 in 5 uro v popoldanskem času, zadržujemo predvsem v zaprtih prostorih. Prostore pa zračimo predvsem v jutranjih ali pa večernih urah. Namreč koncentracije ozona tekom dneva naraščajo in se potem zopet proti večeru in ponoči nekako znižajo na najmanjšo raven. Torej, z dojenčkom, otročkom ne hodimo na sprehod ob 1 uri, kar je tudi po eni strani logično, ker takrat je tudi najbolj vroče, ne? Kako se pa kaže na telo, če je previsoka raven ozona v zraku? Ja, predvsem se kaže z znaki vpliva na dihalne sisteme. Se pravi, pri ljudeh, ki so občutljivi, ki imajo recimo kakšne kronične obstruktivne bolezni ali astmo in podobno, pride do poslabšanja, Se pravi, lahko se pojavi kašelj, oteženo dihanje, pospešen utrip srca, utrujenost. To so nekako začetni znaki. Poleti smo veliko, se tudi hladimo v vodi. Kakšne kopalne vode imamo v Sloveniji? Govorim tako o morju, govorim o rekah, o jezerih. In pa kje se je v resnici priporočljivo namočiti? Ja, zdaj nekako se z junijem odpre kopalna sezona na površinskih vodah, In kot ste že omenili, smo v Sloveniji, imamo to priložnost, da se lahko kopamo v rekah, jezerih in seveda na mnogih mestih na morju. Zdaj lahko povem, da se v Sloveniji že vrsto let izvaja monitoring kopalne vode. In mi tudi priporočamo kopanje prav na teh mestih, kjer se ta monitoring izvaja. Prepoznajo se ta mesta po tem, da se na mestu kopanja lahko najdejo informativne table,
preko katerih se lahko pride do informacije, kakšna voda tam je, ne. Namreč, na mestih, kjer se ta monitoring ne izvaja, nimamo informacij o kakovosti. Preko informacijskih tabel, pa se lahko preko, kodice, ki jo oseba poslika s telefonom, Govoriva o QR kodi, ne? QR kodi, tako, lahko pride do informacije, ali je ali so vzorci kopalne vode skladni, rečemo, ali neskladni z smernimi vrednostmi, ki nam nekako določajo mejo, ali je voda primerna za kopanje ali ne. Kaj pa recimo, če se želimo, okopati zunaj teh območij, kjer se izvaja monitoring? Kaj že lahko recimo na oko vidimo, da mogoče pa sem ne bi bilo fajn se, namočiti? Ja, zdaj tako, načeloma vedno svetujemo kopanje, po kakih, večjih nalivih, ali ko je voda motna, ali ko je vidno neko vidno onesnaženje, ali kakšen vonj, ne, smeti in podobno, ne. V takem primeru absolutno, bi rekla, svetujemo, da se takih mest, kopalec izogne. Sicer pa, če govorimo o mestih, merilnih mestih, a ne, kjer kakovost vode nadzorujemo, je to veliko mest na reki Kolpi, Krki, na jezerih, kot so Šobec, Bled, na rekah Soča, Idrijca, Nadiža in, bom rekla, po celi naši morski obali. Kakšni so pa lahko vplivi recimo onesnaženih vod na naše telo? A se lahko zastrupimo? Ja, zdaj predvsem, je tukaj tveganje za vnosom povzročiteljev črevesnih nalezljivih bolezni, ne. Nekako je največja verjetnost, da bi se, z recimo požiranjem vode lahko okužili, s temi povzročitelji, kar se potem kaže na predvsem prebavnih težavah, ne, lahko pride do slabosti, bruhanja, bolečin v trebuhu, driske, povečane telesne temperature ali pa celo nekih dodatnih komplikacij. Tako da pri kopanju v površinski vodi vedno pazimo, da vode ne požiramo in, po kopanju se praviloma stuširamo, ne, torej pod čisto vodo in na ta način preprečimo, ne, morebitne okužbe. Poleti je tudi več mrčesa, žuželk. Kako se učinkovito zaščititi, pred žuželkami in mrčesom? Zoprni so zlasti komarji, nevarni pa klopi. Kakšna je najučinkovitejša zaščita, pa a so eterična olja učinkovita in tudi varna pri obrambi pred komarji? Zdaj, glede zaščite proti mrčesu, dajemo prednost, tako imenovani mehanski zaščiti, ne. Se pravi, če bivamo v notranjih prostorih, je izredno koristno, če damo mrežo na okna, ne. Se pravi, da so prostori zamreženi. Potem, si pomagamo tudi z oblačili, namreč, če je koža prekrita s takimi širokimi, lahkimi oblačili, zopet mehanično preprečimo, da mrčes pride direktno v stik, z našo kožo. Poleg tega je priporočljivo, če pa gremo v naravo, da uporabimo, tako imenovane repelente oziroma odganjalce, ne, torej različne proizvode, ne, ki lahko s svojim vonjem, ne, odganjajo, odvračajo mrčes, da se nam približa. Zdaj, eterična olja, nekatera, ne, lahko imajo, ne, take učinke, je pa določena previdnost tu tudi potrebna, ne, zlasti pri otrocih, lahko pri direktnem nanosu na kožo povzročijo tudi kake preobčutljivostne ali pa celo alergijske reakcije, ne, tako da, nekako priporočamo predvsem uporabo registriranih proizvodov, pri katerih nekako, pričakujemo tudi učinkovitost, ne, torej da bodo, v dovoljšni meri odganjale mrčes in da bojo tudi delovala dovolj dolgo. Ob tem bi vseeno opozorila, da ko govoriva pa o klopih, je pa najboljša zaščita
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu? Absolutno, ne. Zdaj, seveda klopi so v naravi, ne, lahko so že v nizki travi, grmičevju v drevesih in se zlahka, bi rekla, usedejo, ne, na nek del našega telesa, si poiščejo ustrezno mesto, ne, in potem delujejo. Bojimo se jih, seveda zaradi okužbe. Pri nas so najbolj pogoste okužbe z borelijo, ki povzroča boreliozo, in tudi seveda klopni meningoencefalitis. Zdaj, k sreči cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu je na voljo in seveda priporočamo redno zaščito, ne, kajti preventiva je najboljša zaščita. Za borelijo žal cepiva še ni, ampak se v bistvu zaščitimo z zopet določenimi preventivnimi ukrepi. To pomeni, da ko gremo v naravo, po možnosti res v čim večji meri prekrijemo našo kožo, z po možnosti svetlimi oblačili, ne, ker na ta način bomo najhitreje opazili klopa ali pa kakršenkoli mrčes. Ko se pa vrnemo domov, je absolutno priporočljivo samopregledovanje, se pravi, da nam tudi nekdo pomaga, ne, ali pa si pomagamo z ogledalom. Pregledamo tudi pregibe, ne, pod pazduho, med dimlja in takih skritih mestih. Lasišče je ravno tako eno območje, ne, ker nam lahko en drug pomaga, ker bomo težko sami sebi pregledovali, in v primeru, da najdemo klopa, ga čim hitreje odstranimo. Ker s tem lahko preprečimo prenos borelije, ne? Tako. Borelija se ne prenese takoj na telo. Tako, V naše čim telo. hitreje odstranimo klopa, manjša je možnost, da pride do okužbe, ne, do prenosa. Pri klopnemu meningoencefalitisu pa ni tako, ne? Ja, zdaj, težko bomo zdaj rekli, koliko časa je nujno potrebno, lahko samo rečemo, čim prej odstranimo, večja je možnost, da do prenosa ne pride, in obratno, a ne, tako da Kako je pa z ugrizi kač? Kako pogosti so in kako ukrepati, če se ti zgodijo? Ja. Zdaj, načeloma do ugrizov kač ne pride pogosto, kajti one so po naravi načeloma plašne in v kolikor jih ne presenetimo, zbežijo, a ne, preden pridemo do njih. Do ugriza pride, ko kačo presenetimo, jo mogoče pohodimo ali pa posegamo v njeno skrivališče. To se recimo zlahka zgodi, če nam kak predmet pade v naravi in potem z roko tipamo po grmičevju, visoki travi, za kakšnim kamnom, med skalovjem in podobno. Zato priporočamo, da to počnemo s kakšnim pripomočkom, kot je daljša palica ali podobno, da se temu izognemo, ne, da damo kači čas, da ona odide. V kolikor pa do ugriza pride, je pravzaprav vse, kar lahko naredimo, to, da rano po možnosti očistimo, lahko vsaj speremo z navadno vodo ali pa celo razkužimo. Ključno je, da ta predel, ko je prišlo do ugriza, po možnosti tudi imobiliziramo, lahko tudi z navadno deščico ali pa vejo ali podobno, in se čim manj premikamo, ne. Namreč na ta način preprečimo, da se, v kolikor je prišlo do ugriza strupene kače, ne, ta strup hitro širi po telesu, ne. Tako da dejansko čiščenje rane, pa mirovanje, imobilizacija in seveda prva pomoč. Hvala za ta pogovor. Poslušalcem pa želim užitkov polno in zdravo poletje. Hvala vam, pa lep pozdrav.